In sedaj pred nastopom slovenskega okteta, ki je že na koru, ki čaka, še eno presenečenje, bolj kratko. Predstavili vam bomo novo nagrado, ki smo jo poimenovali po Filipu Terčelju in vabim Antona Hareja, da nam pove, zakaj je nastala, komu je namenjena. On je predsednik komisije, ki jo podeljuje in bo razkril tudi, kdo je nagrajenec prve nagrade Filipa Terčelja, ki jo danes tu v Novi Gorici prvič predstavljamo. Civilna iniciativa Tebe Boga hvalimo je sprejela odločitev, da se ob 80-letnici nasilne smrti duhovnika, narodnega buditelja, vzgojitelja, pesnika in pisatelja Filipa Terčelja ustanovi nagrada Filipa Terčelja. Vidimo dva ključna razloga za podelitev te nagrade. Da se prvič ime Filipa Terčelja iztrga iz rok pozabe, da bodo tudi naši otroci vedeli, kdo je bil Filip Terčelj. Bil je oseba resnice in pravice, ljubila je svoj narod, jezik, kulturo, vero, identiteto. Prisegala je na ideale, v smislu upravljanja države na demokracijo. In da se drugič nagradi vidno osebo v našem goriškem okolju, ki so ji pomembne, ali ko rečemo svete stvari, katere so bile svete stvari tudi za Terčelja. Torej ponavljam, družina, narod, jezik, krščanska vera, kultura in nenazadnje resnica. To so vrednote, ki so na preizkušnji tudi v današnjem času. Dopuščamo vseh vrst svoboščin, na našo krščansko identiteto pa žal pozabljamo. Torej, nagrado bomo podelili vsako leto Goričanki, Goričanu ali Goriškemu društvu, ki deluje v mejah zgodovinske Goriške, torej v Matici ali v zamejstvu, kot priznanje za delo v skladu z vrednotami, za katere se je prizadeval tudi Filip Terčelj. Trije osnovni stebri so krščanstvo, slovenstvo in demokracija. Pri tem bomo pozorni na področje delovanja, ki so bila tudi Terčelju še posebej dragocena. Mladi in njihova vzgoja, spodbujanje kulturnega in prosvetnega življenja ter besedna in cerkvena glasbena umetnost. Zaradi njegove tragične smrti bo nagrada imela senzitivni odnos tudi do spodbujanja k spravi med narodi, na našem območju predvsem med slovenskim in italijanskim narodom, ter spravo znotraj slovenskega naroda. Nagrado podeljuje v prvi polovici januarja 6-članska komisija, ki jo za dobo 3 let imenujejo člani civilne iniciative Tebe Boga hvalimo. V prvi 3-letni sestavi so jaz kot Anton Harej kot predsednik za družbo in politiko področje, potem gospa Erika Jazbar kot članica za področje zamejstva, dr. Marko Pregelc kot član za področje izobraževanja, gospa Marjeta Štrancar, članica kot raziskovalna dejavnost, gospod Oton Filipič kot član za področje gospodarstva in dr. Renato Podberšič, član za področje humanizma. Zdaj pa komu jo podeljujemo prvo leto in razlogi za podelitev. Prva nagrada se podeli posthumno pokojnemu duhovniku magistru Bogdanu Vidmarju. Imamo kar 11 konkretnih razlogov oziroma utemeljitev, zakaj jo podeljujemo ravno njemu.
Gospod Bogdan Vidmar je bil škofov vikar za Evropsko prestolnico kulture. V letih od 2022 do 2025 je skrbel za delovanje cerkvenega odbora, ki ga je koprska škofija imenovala z namenom vključitve cerkvenih inštitucij v program Evropske prestolnice kulture 2025. Cerkveni odbor je oblikoval nov zavod 1539, ki ga je ustanovila škofija Koper, za direktorja pa je bil imenovan gospod Bogdan Vidmar. Zavod je pripravil ali je sodeloval pri pripravi več projektov za EPK 2025 s poudarkom na sodelovanju in vzgoji za trajni mir med narodoma. Bil je vicepostulator Terčeljevega beatifikacijskega postopka. Od leta 2010 si je prizadeval za spoznavanje in ohranjanje spomina na duhovnika Filipa Terčelja, kar smo že danes slišali, z romarskimi shodi v Logu pri Vipavi, pohodi na Kolk, spominskimi mašami v obletnicah rojstva 2. februarja in smrti 7. januarja. Aktivno je raziskoval okoliščine Terčeljeve mučeniške smrti v Selški dolini. Ves čas je gospod Bogdan Vidmar sodeloval z zamejstvom, Goriško in Vidensko nadškofijo v Gorici, občino Gorica ter različnimi zavodi na Goriškem, Karitas, prostovoljna društva župnije Saroko, Sveti Rok, Porčin, Ronke, Števarjan in tako naprej. Nadaljeval je prizadevanja in stike s člani pobude Concordia et Pax, ki si že dalj časa in obdobje prizadeva za resnično spravo med narodoma. Podpiral je skavte in skavtstvo na Goriškem, soustanovil odraslo skupino skavtov v Novi Gorici, Goriški Jazbeci. Bil je duhovni asistent Goriške območne skupnosti Društva katoliških pedagogov Slovenije in sodeloval je pri pripravi osrednjega letnega srečanja društva 5. aprila 2025 v Novi Gorici. Bil je soorganizator čezmejne konference slovenskih in italijanskih zgodovinarjev 2. aprila 2025 v Novi Gorici, ki je sprožila pobudo za dostojen pokop pobitih v maju in juniju 1945 na Goriškem. Na pobudo gospe Irene Doljak iz Grgarja je bil glavni organizator svete maše pri jami Zalesnika nad Trnovem 14. junija 2025. Na njegovo željo je bil 22. novembra 2025 postavljen velik lesen križ in ikona svete Katarine na istoimenskem hribu nad Novo Gorico, kjer je nekoč stala cerkev. Prav tako si je prizadeval za vrednotenje prve zgodovinskih dokazov prisotnosti krščanstva na Goriškem, Sovkanska oljenka iz 4. stoletja, ki gori tudi danes na oltarju. Da zaključim. Gospod Bogdan Vidmar je bil srčen dušni pastir, ki se je trudil povezovati razne iniciative in pobude na območju Goriške z zavedanjem, da Goriška potrebuje močan center oziroma mesto, v katerem se srečujejo katoliški izobraženci in delujejo na različnih področjih političnega in družbenega življenja. To je kulture, umetnosti, religije, humanizma, izobraževanja, raziskovanja, gospodarstva, vključno s turizmom. Vse tu danes navzoče organizatorje, ki smo organizirali ta dogodek, je združil ravno gospod Bogdan Vidmar. Sedaj pa prosim gospoda Petra Vidmarja, to je brata gospoda Bogdana, da v imenu celotne družine Vidmar iz Cola prevzame nagrado Filipa Terčelja. Hvala lepa. In tako smo prišli do zadnje točke današnjega programa. Veliko čast nam je, da imamo v Novi Gorici slovenski oktet. Še večje veselje pa je, da nam bo zapel Terčeljeve pesmi, ki se še danes pojejo na korih naših cerkva, tudi v zamejstvu.
in so po več kot 80 letih še vedno zelo priljubljene. Umetniški vodja okteta je Jože Vidic, zapeli pa nam bodo v dveh delih, 4 pesmi Terčeljeve na koru, ob orgelski spremljavi Urške Vidic, zapeli pa nam bodo K nebu povzdignimo solzne oči, Breda Šček, Andrej Mison, Filip Terčelj, Ave Jezus ti zvesti naš pastir, Lojze Mau, Andrej Mison, Filip Terčelj, Stanko Premrl, Andrej Mison, Filip Terčelj, Kristus je vstal in v moji duši vlada sveti mir, Vinko Vodopivec, Filip Terčelj. Drugi del pesmi oziroma tega krajšega koncerta pa bodo zapeli tu pred oltarjem. Prosim.
Tako smo na današnjem večeru imeli tudi nekaj priprave za veliko noč že in sedaj preden zapustim svoj ministranski stolček, napovem še zadnje dve pesmi. Veliko je bil govor o narodnem buditeljstvu, zadnje dve pesmi bosta Domoljubni, Prešernova Zdravljica v uglasbitvi Ubalda Vrabca in pa Slovenec sem Jakopa Gomilška. Obrodile so tvrde vice nam sladko, ki
To je vse. Čakamo še eno. Spoštovane gospe
spoštovani gospodje, dovolite, da se v imenu Slovenskega okteta zahvalim za to pozornost, da smemo biti danes tu z vami in vam prepevati vam in Bogu v čast. Gospod dekan je izprosil še eno, pa naj mu bo, a ne? In ker danes prepevamo Bogu in domovini v čast, še ena, ki se ozira proti očaku Triglavu in ima naslov Po jezeru bliz Triglava. Vsak večer se mora enkrat končati in ta se je lepo končal, kakor se je lepo začel. Na koncu se pa spodobi, da se tudi vsaj nekaterim javno zahvalimo. Ne? Najprej seveda hvala vam, ki ste prišli, potem pa bo Anton Harej in Vanda Mervič, nekaterim zdaj bom poskušal iti po vrstnem redu, kakor je stvar potekala. Ne po pomembnosti, ne po imenih, ne po priimkih. Mašo je vodil gospod Slavko Rebec, predstavnik škofije Koper, če je še med nami. Prepevala sta nama pevska zbora vsekakor župnije Šturje in tudi nekaj članov iz Nove Gorice.
Potem smo imeli čudovito zgodovinsko predstavitev s 4 udeleženci, dr. Jože Možina, kot voditelj, profesorca Marija Gajser, očitno je prešlo, profesor Ivan Albrecht, tam je hoče pobegati, kakor zmeri, ne, profesor Ivan Albrecht, dr. Renato Podbrsič, vmes se vsekakor pojavlja Erika Jazber, brez studija Sipoš tudi ne bi šlo, brez filma nikamor ne prijemo. Prihaja. Ja. Ja, in vsekakor ne moramo brez slovenskega okteta. In zdaj vsekakor marsičesa tega ne bi bilo brez vas in tudi mimo ali pa brez sponzorja, ki ga baje ne smemo omenjati. Kljub temu pa se ustavite zunaj, pa pojete vse, kar je pripravljeno.